Cena vodarine je po novem določena v višini 68,32 centa za kubični meter vode, medtem ko je ta do zdaj znašala 66,7 centa. Po drugi strani se bo nekoliko znižala višina omrežnine, ki se bo od zdaj zaračunavala na podlagi stanovanjskih enot in ne več osnovnih priključkov. Ta bo namesto dosedanjih 3,93 evra na mesec stal 3,41 evra na mesec, kar se bo najbolj poznalo pri enodružinskih stanovanjskih hišah, gospodarskih družbah in javnih zavodih. To pomeni, da ljudje, ki so živeli v večstanovanjskih hišah, niso plačevali enako omrežnine. Omrežnina pomeni vrednost omrežja, torej niso plačevali za uporabo omrežja, po katerem je pritekla voda, ki so jo popili. Niso plačevali enako, torej so plačevali manj kot recimo lastniki enostanovanjskih hiš. In sedaj je po metodologiji, ki jo država predpisala, tako, da vsi plačujejo najmanj izhodiščno ceno, to je 3,41 evra na posamezno stanovanje oziroma priključek. Ampak oni so spremenili metodologijo, kar pomeni, da so prej pobrali ta denar od 20 tisoč uporabnikov, oziroma od včeraj naprej pa bodo ta denar pobrali od 44 tisoč uporabnikov in če zračunamo krat 3,41 evra, krat 12 mesecev, je to mislim, da cirka 1,8 evrov omrežnine, ki ga bodo oni na leto pobrali, kar je ok, če bodo to res namenili za obnovo samega omrežja. Z mariborskega vodovoda so nam poslali pisni odgovor, da je novo zaračunavanje omrežnine v celoti v skladu z uredbo MEDO in da bo sprememba med drugim vplivala na bolj pregleden način zaračunavanja storitve med gospodinjstvi. Župan zatrjuje, da se bo prihodek od novih cen vodarine in omrežnine vlagal v obnovo občinskega vodovodnega omrežja. To pomeni, da je župan spet poslal ljudem višje položnice, s čimer se jaz osebno in v Listi za pravičnost in razvoj ne strinjamo, zato smo glasovali proti. Jaz sem želela izvedeti, koliko kilometrov omrežja smo do sedaj že sanirali oziroma popravili s to omrežnino, ki smo do sedaj pobrali. Tega odgovora nisem dobila. Denar, ki ga zbiramo z omrežnine, ga investiramo nazaj v omrežje. Tega denarja bo več za skoraj 50%. To tudi pomeni, da bomo lahko več vodovodov gradili in zamenjevali rabljene vodovode. Kar se pa tiče same vode, pa ne vem natančno, ampak glede na to, da je kalkulativno cirka 3 kubike vode na mesec za posamezno družino, je to pomeni tam več enih 35-40 centov. Skupaj je glasovalo 20 svetnikov od skupno 45. Je to sklepčno? Ja, predno se glasuje, se najprej ugotovi sklepčnost, potem pa ima svetnik pravico glasovati za, glasovati proti ali ne glasovati. Bistveno pa je, da več glasuje za, kot glasuje proti. Mestni svetniki so včeraj v drugi obravnavi tudi sprejeli koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu za obnovo kopališča Mariborski otok, na podlagi katerega bodo na občini iskali zasebnike za sodelovanje. Občina naj bi krila le stroške izvedbe vodovoda in kanalizacije, vse ostalo pa bo kril zasebni partner v zameno za večletno koncesijo za upravljanje s kopališčem.